Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o spremembah, ki so edina stalnica v našem življenju in kako je ključno, da se zavedamo, da nič na tem svetu ni zagarantiranega, vse se na tem svetu v vsakem trenutku spreminja. Ljudje uporabljamo domišljijo, ki nam omogoča, da si v trenutku zamislimo določene stvari in v naši domišljiji se vse takoj uresniči. Mi smo v našem svoj gospodar, svoj Bog. Toda obstaja pa še druga realnost, univerzalna fizična realnost, ki pa se jo delimo z številnimi bitji na tem planetu. In če hočemo živeti na tem svetu učinkovito, moramo vzeti v obzir to dejstvo, da je ta fizična realnost precej drugačna od naše domišljije. Ko pogledamo določene stvari v svoji okolici, se nam zdi, da je okolica več ali manj stabilna. Fizični svet sicer nudi neko stabilnost, toda naš naša čutila zaznavajo to realnost v zelo omejenem obsegu. V resnici se pa zadeve na tem svetu spreminjajo veliko bolj intenzivneje, kot pa to lahko sami dojemamo. Ko se odločamo, kaj bomo počeli v prihodnosti, si seveda zadajamo neke cilje, ustvarjamo načrte. Te cilje si lahko postavljamo na osnovi našega dojemanja, našega zavedanja, izkušenj iz preteklosti, trenutnih želja in pa načrtov, kaj bi želeli doseči v prihodnosti. Ko naredimo nek načrt, naredimo načrt v tem trenutku na osnovi preteklosti, da bi se uresničil v prihodnosti. In ta načrt naredimo v našem ki pa je zelo omejen glede zavedanja, kaj vse bo potrebno, da se ta načrt uresniči v realnosti, v tej fizični realnosti. Še manj pa naš lahko predvidi številne vplive, ki bodo v prihodnosti vplivali na razvoj dogodkov in nam lahko tudi v marsičem spremenili ali celo povsem pokvarili načrte. Zato je pomembno, da prvič, da se osvobajamo od nekih potreb, nekih ciljev, ki si jih zadajamo zato, da bomo zadostili neke notranje potrebe, neko notranje pomanjkanje, ko jih bomo uresničili. Pomembno je, da krepimo našo notranjo čustveno stabilnost in da postajamo čim bolj neodvisni in samostojni. Da nismo odvisni od zunanjih dejavnikov, od drugih ljudi, od dogodkov v prihodnosti. Kajti, če se navežemo na nek dogodek v
prihodnosti in se ta ne uresniči, potem smo razočarani. Priporočljivo je torej, da ne glede na to, kaj se dogaja v našem življenju, da smo vedno v vsakem trenutku zadovoljni sami s seboj. V redu je, če si delamo načrte, če v naši domišljiji poskušamo predvideti potek dogodkov in kako bomo naše načrte uresničili. Toda potem je potrebno učinkovito dihati, hoditi, fizično izvajati premike in opazovati, kaj se bo dejansko dogajalo. Ter seveda sprejeti vse vplive, ki se potem dogajajo, ki se zgodijo, ki jih nismo mogli predvideti v naši domišljiji. Ta svet je velik, ogromno število živih bitij deluje, učinkujemo drug na drugega, obstajajo naravni zakoni, letni časi, spremembe vremena in vse to vpliva na uresničitev naših načrtov. Svetujem torej, da se vsak zave, da so sprememba edina stalnica v našem življenju. Da se ne vežemo na ničesar, kajti slej ko prej bomo tudi zapustili ta svet, umrli, šli nekam drugam. In če se navežemo na karkoli na tem svetu, čeprav je to samo naše fizično telo, potem bomo zelo trpeli, kajti vse bomo v nekem trenutku morali pustiti za sabo. V pomoč za doseganje tega zavedanja, za učinkovitejše sprijaznjenje za to realnostjo, za vzpostavitev čustvene stabilnosti, vsakemu priporočam brezplačen spletni tečaj DIP Light in povezavo do njega najdete v opisu tega videoposnetka. Lepo se majte in nasvidenje!